prišli ste do mojih izdelkov, malo ste se oddaljili od kulinarike in prišli do stvari, ki so primerne za ta zimski, decembrski, pa tudi praznični čas. Smo že sredi decembra, december je mesec praznovan, obdarovan, obračunov za minulo leto, pa tudi mesec nostalgije. No in tako tudi meni spomin sega nazaj v tem času v otroštvo, ko se spominjam Miklavževih, pa božičnih obdarovanj in pa dogodkov in opravil, ki so sodila v ta čas. In tako kot nastaja iz volnene preje nit, ki jo lahko stkemo ali spletemo v različne izdelke, je tudi naše življenje z leti bogatejše in dragocenejše, stkano iz spominov. Volna in volneni izdelki so me od nekdaj močno privlačili. Verjetno je to zasluga moje mame, ki naju je obe sestro popeljala na to pot. Kot mlada deklica brez staršev je namreč živela pri svoji teti v Ljubljani, obiskovala meščansko šolo in se tam naučila tudi različnih ročnih spretnosti. Čas takoj po vojni ni bil prijazen, tako da je ona tudi iz potrebe ustvarjala unikatna pletena oblačila za naju in to ljubezen do ročnega dela prenesla tudi na naju dve sestro. No, volna je naravni material in na naše telo deluje zdravilno. Delo z njo pa je pravzaprav terapevtsko, saj nas pomirja, obenem pa ob ustvarjanju z njo doživljamo tudi občutke zadovoljstva. Tukaj vam predstavljam svoje izdelke, različne, ki nastajajo iz volnene preje, to je polsteno milo, tkane preproge, tkani šali, pletene, rokavice, nogavice, kape, copatki topli, skuhane volne in še kaj. No, v mojih izdelkih pa so poleg zdravilnosti, ki jo vsebuje volna, tkane tudi dobre misli, ki nastajajo ob tem, ko jih izdelujem. In te dobre misli naj spremljajo tudi vas, ko si boste pogreli roke in noge v toplih volnenih rokavicah in nogavicah.